Matematično gledano ali pa finančno gledano sistem danes ni vzdržen več in tudi po tej pokojninski reformi ne bo vzdržen. To si moramo priznati. Ni vzdržno, oziroma ne bo vzdržno. Pred 30 leti, da so 3 zaposleni plačevali za enega upokojenca, pa lahko rečemo, da ni pošteno, da en zaposlen za enega upokojenca. Drugi in tretji steber sta za nekako ohranjanje življenjskega standarda. Ne? Vsi mislimo, da država ne more propadati. Nemčija, ki imamo za zelo stabilno državo, je v zadnjih 200 letih bankrotirala 6-krat. Število upokojencev se povečuje. Lep pozdrav v novem SBC-evem podcastu, tokrat v malce drugačnem studiu. Naš je namreč trenutno v delu, zato smo ta pogovorni del SBC podcasta preselili kar v naš lounge. Današnja tema pa tema, o kateri bomo verjamem v naslednjem letu ali pa še več govorili večkrat, se pogovarjali večkrat, tako s podjetniki kot z vsemi, ki se ukvarjajo z pokojninsko reformo. Tista najbolj obljubljena reforma in menda tudi edina, ki mi jo je res uspelo izpeljati, je prav pokojninska reforma. Ta vlada jo je obljubljala, dejstva so namreč zelo jasna, prebivalstvo v Sloveniji se izjemno hitro stara, tako kot povsod po zahodnem svetu, in če je treba kaj storiti, je treba seveda biti realen. Koliko denarja zberemo, koliko ga za pokojnine potrebujemo in kakšne te pokojnine, zato da bomo lahko, ko bomo stari, dostojno živeli, morajo biti. Zato sta danes z nami 2 člana SBC-ja, Peter Slapšak iz Elementoma, en lep pozdrav. Pozdravljeni. In pa seveda Alenka Vovk iz Prima IP, en lep pozdrav. Pozdravljeni. Hvala lepa, da ste prišla. Se mi zdi, da bomo lahko osvetlili tole pokojninsko reformo z različnih delov. Vi boste znala marsikaj povedati o tistih, ki pri vas delajo, ki razmišljajo o tem, kaj jih čaka. Del vašega podjetja je tudi invalidski del. Res je. Polovica zaposlenih je oseb s statusom in prav tako ugotavljamo, da iz same napovedane teme sem šla preveriti, da je povprečna starost zaposlenih v našem podjetju 48 let, kar je relativno visoko in prav je, da začnemo z osveščanjem, če nismo že malo pozni za naše podjetje. Dober nastavek. A smo malce pozni, če imamo 48 let in danes prvič razmišljamo o tem, kakšno pokojnino bomo imeli? Ja, Nemci ponavadi rečejo ja in ne. Zdaj, če ne bi nič reagirali, potem smo absolutno pozni. Če pa reagiramo z strategijo tega, da želimo privarčevati nek določen znesek, ki ga bomo imeli ob trenutni pokojnini ali pa predvideni pokojnini, mislim, da še nismo prepozni. Ne? Če nekje med 60 in 65 letom gremo v pokoj. Čeprav mislim, da vsi 48-letniki vprašanje, če bojo se pod temi pogoji res lahko upokojili. Ja, vlada je rekla v tej novi reformi, ki so jo sprejeli, treba je zdaj dodati, da smo v prelomnem trenutku znova, kar se tiče pokojninske reforme, namreč grozi referendum. Nekateri pravijo, to nam ni všeč, medtem ko so v resnici delodajalske skupine in sindikati zadovoljni s tem, kar so si izpogajali. To pa je, da se delovna doba ne premakne. Če začnemo najprej pri tem, 40 let bo treba delati, to je praktično že sedaj. Kako gledate na to? Ali je takšna reforma, ki smo jo sprejeli, zdaj, če bo potrjena na koncu, ali ne, tista, ki je dovolj dobra, ali je dovolj dobra zgolj za to vlado, pa se bo naslednja znova ukvarjala s tem? Težko v bistvu spet biti zelo pameten, ker vseeno je to pomemben del družbenega konsenza, nazadnje. Vemo, da nekdo, ki dela 40 let, fizični delavec, je resnično, bom rekel, težko bi delal 45 let, medtem ko nekdo, ki dela kakšne druge dela, bi lahko in bi z veseljem delal tudi 45 let. In to mi je bilo zelo zanimivo, ravno pred kratkim sem prišel iz Švice in sem videl, da v bistvu je tam ogromno starejših aktivno dela, in v kuhinji, in v strežbi, in v prižičnicah, pri prodaji kart. Skratka, take dela, ki so možna, ker je manjko, bom rekel, zaposlenih. Kršica se sooča s tem, da ima tudi premalo aktivnega prebivalstva. Vsako leto potrebujejo 100,000 novih ljudi. V Sloveniji se nam dogaja nekaj podobnega. Se pravi, so našli nek konsens, da lahko delaš tudi kasneje. Tako da, zdaj, a je 40 let ta doba, po mojem mnenju, bi rekel,
fajn je, da je ena orientacijska doba, vendar da nekdo, ki ima možnost in željo, da lahko dela tudi dlje pod ugodnimi pogoji, ker ne nazadnje za teh 40 let je že plačal prispevke, si prislužil pokojnino in mislim, da z vsakim dodatnim delom uro, če še kaj doplača, je manj za doplačati drugim, ne, v tem kontekstu. Ja, problem teh 40 let je seveda ta vzdržnost pokojninskega sistema. Ne? Če smo vedeli, koliko ljudi včasih delalo za enega upokojenca, se mi zdi, da podatki kažejo, da leta 2035 bo že 1:1. Se pravi, en delovno aktiven prebivalec bo skrbel za enega upokojenca. Zato vprašam, a je to realno, kar smo zdaj sprejeli? Bo to vzdržno? Ni vzdržno, oziroma ne bo vzdržno, zato je treba danes razmišljati o tem, da se pogovarjamo o fleksibilnem sistemu v smislu združevanja zaposlitve in bom rekla, pokojnine. Ne? Torej nekdo, če morda fizično ni več sposoben 8 ur delati, dela manj časa, morda nadomesti tehnologija, a ne, ki je danes vedno bolj napredna, to, da fizično ni več toliko potrebno, a ne, potem imamo mentoriranje, a ne, ki je zelo pomembno, to so ljudje z izkušnjami in to premalo upoštevamo, mogoče bi ta posameznik, a ne, še vedno bil bolj motiviran za delo, če bi bil nagrajen, če bi imel kakšno davčno olajšavo iz tega naslova, a ne. Tako da jaz mislim, da je treba razmišljati definitivno o tem, da se ta aktivna doba podaljša, tudi iz osebnega vidika menim, da če ostaneš aktiven, ko ostaneš aktiven, bolj ohranjaš svojo kondicijo, mentalno in fizično, ne? In s tem dejansko boljše živiš, s tem pa če še nekaj dinarček več zaslužiš, je pa še toliko boljše. Ne? Mogoče bi še dodal, matematično gledano ali pa finančno gledano, sistem danes ni vzdržen več in tudi po tej pokojninski reformi ne bo vzdržen. To si moramo priznati. Danes, ko sem delal preračune, nekje že iz proračuna financiramo 20% pokojnin, oziroma za 120 000 upokojencev, že zdaj preko drugih davkov po domačečen dodatno financiramo. Ne? Tako da to mislim, da se ne bo spremenilo, kvečemo poslabšalo, če se bo uresničilo, da bomo leta 2035 imeli enega zaposlenega na enega upokojenca. Ne? In na Kitajskem imajo tudi izzive, recimo, oni razmišljajo pa v tej smeri, ne? Ker so zelo napredni pri, bom rekel, razvijanju robotov, in zamenjava za človeka, ki bi bil robot, ne bi tudi praktično plačeval davke neke vrste za pokojnino, ne? Kar se mi zdi dosti zanimiva ideja, ki ni za zanemariti v bistvu. Ne? Ja, ker čez 20 let bo vse drugače. Malce bom spraševal, tako kot bi tudi mene zanimalo, a ne, ker vendarle sem zdaj že v teh letih, ko je treba pogledati, kaj me čaka. Včasih so nam govorili, ti delaš za to, da ima tvoja mama in tvoj oče, ki sta zdaj v pokoju, pokojnino. Če bo to razmerje 1:1, a je pošteno, naprimer, zdaj res karikiram, ampak marsikdo tako to gleda, da jaz danes nekaj plačujem, ko pa vem, da zame ne bo nihče več plačeval, da bo teh ljudi, ki bodo plačevali, premalo. Zdaj igram na solidarnost, ki je edini način, da imamo pokojnine takšne, kot so, da smo se na jasnem, ampak vendarle, a ne ta izračun, kot ste sami rekli, kam gremo s staranjem prebivalstva, se danes marsikdo vpraša, ok, jaz nekaj plačujem, ampak ne bom od tega več imel. Če gledamo v bistvu v tem kontekstu, da je bilo pred 30 leti, da so 3 zaposleni plačevali za enega upokojenca, pa lahko rečemo, da ni pošteno, da ena zaposlena za enega upokojenca. Ne? Se pravi, tukaj smo si na jasno, ampak to je stvar matematike, ki je egzaktna. Drugo je pa v bistvu, ko je družbeno odgovorna. Ne? Se pravi, mogoče bolj, da rečemo, da mi moramo poskrbeti za naše, bom rekel, starše, in si isto želimo, da bojo naši otroci ali pa da rečemo roboti en del poskrbeli za nas. Ne? In mislim, da moramo mi dajati tak zgled, ker tudi starši so nam dali tak zgled. Zdaj, kako pride do tega, obstaja pa več poti. Je pa pomembno, da si ne zatiskamo oči pred temi pogoji, ki se poslabšujemo in prevzemamo odgovornost, da sami poskrbimo potem za sebe. Se pravi, da imamo neke vrste hibrid, en del, ko bomo mi za druge in drugi potem za nas, drugo pa, da povečujemo postopoma ta delež, ker povečujemo odgovornost za sebe in mislim, da to bi bila edina kombinacija, ki obstaja. Mislim, da drugega
Ne bo. Ne bo. Mogoče na to temo, a ne, zdi se mi, da delodajalci trenutno, a ne, poskrbimo za plačilo in za življenje in ohranjanje standarda sedaj, a ne. Posamezniki smo pa odgovorni, da pač poskrbimo za to, da prihranimo nekaj, a ne, tudi za kasneje, a ne, ker vemo, imamo sistem 3 stebrov, a ne, prvi steber je zelo osnoven, a ne, in bom rekla, preprečuje revščino, in drugi in tretji steber sta za nekako ohranjanje življenjskega standarda, a ne, in zato smo odgovorni vsi sami posamezniki, a ne, ne moramo preleviti zdaj čisto vse na državo oziroma na, bom rekla, na delodajalca, no, na ta način. In pa res, da država ni fair, da prevali vse na nas. To pa je, ja. No, in to je zdaj novo vprašanje, ki se seveda postavi. Ne? Če smo rekli, da bo ta pokojninska reforma se uvedla tja do leta 2035, da gre postopoma, takrat bo teh 70% tvoje plače nekako tvoja pokojnina. Kje smo danes? Koliko danes dobimo, ne, od tega? Ja, danes smo zelo različno, se pravi, pač mislim, da statistični podatek je bil, da v povprečju nekje 62,5%, seveda varira od let in tako naprej. Tako da, ja, naj bi bilo ugodneje za nas, če gledamo ta procent, ne? Ampak mislim, da se bo štela potem tudi celotna delovna doba, tudi takrat, ko ne delaš, ko je bistveno manj plačuješ, tako da vprašanje, kaj bo potem kot neto ven prišlo, ne, v povprečju. Tako da v vsakem primeru, če gledamo zadnjih 50 let, kupna moč pokojnin pada, vedno težji, bom rekel, ljudje, ki so v pokoju, vzdržujejo svoj standard. Če že primerjamo nenazadnje pač ogrevanje, koliko mora nekdo plačati za ogrevanje, za stroške zaradi inflacije, ker pokojnine se ne usklajujejo glede na realno inflacijo. Ne? Imamo statistično inflacijo, ki obsega tudi veliko stvari, ki jih upokojenec ne uporablja in je zato nižja. In je v bistvu tukaj problem, ki je tudi dobro, da ga jasno v bistvu naslovimo. Ne? Prej ste dobro omenili, ne? Nekaj je država, nekaj je delodajalec, nekaj smo pa mi posamezniki. Glede na to, da vendarle prihajate iz podjetja, kjer imate tako invalidski del, kot tudi navadni del, kjer se pridno vplačujete vse te prispevke, ljudje zaslužijo plačo in imate stik z ljudmi, koliko se oni s tem ukvarjajo, koliko tudi podjetje daje tega izobraževanja, kaj jih čaka, ko bodo šli, naprimer, v pokoj. Ja, definitivno premalo. Morda že ob tem, da sem se pripravljala na ta prispevek, sem se zavedala, da sama kot skrbnica vseh teh zaposlenih, kot oddelek za kadre, je nujno, da kaj več postorim s tem v zvezi, da poskrbim za osveščenost, da seveda dam tudi možnost, morda en del plače, da se prelevi v kakšen drug steber, in tudi, da seveda, prej sva se že pogovarjala o teh alternativnih možnostih, morda zdaj treba je vedeti, da sama nepremičnina, če jo imamo, ne smemo misliti, da je to enako kot pokojnina, ker lahko ni likvidna, tako da je treba dejansko poskrbeti za alternativen vir, takšen, ki bo primeren, seveda pa ne preveč tvegan, ker tukaj pa potem tudi sploh ljudje, bom rekla, prihajam iz tiska, kjer se pravi, nimamo ljudi, ki bi imeli zelo visoke plače v smislu tehnoloških podjetij, gre tudi za osebe, ki delajo v proizvodnji, kar pomeni, da in osveščenost in tudi višina plač, kaj ti ostane potem, ni tako visoka, tako da, ja. In tukaj so ravno pri tem ključnem vprašanju spet, ki se ga ljudje vedno bolj postavijo, ja, kako naj jaz zdaj dam v nek tretji steber, ko pa imam naprimer 1500 evrov plače z vsemi dodatki ali pa 1600, zdaj sem vzel to številko zato, ker je to povprečna slovenska plača, ne? Ja, v bistvu lahko ugotavljamo, da Slovenci smo varčen narod in če se namotim, nekje v povprečju 14 do 15% od dohodka prišparamo. Se pravi, da se, seveda težje, nižje, ko imaš prihodek, težje prišparati, ampak tudi nekdo, ki ima visoke prihodke, ima pa višje izdatke, ne? Tako da bolj je pomembno, da veš, koliko ti porabiš,
glede na to, koliko zaslužiš. Seveda je pomembna tudi komponenta doba varčevanja, ne? Ker če bom rekel, mi ugotovimo, da bomo mogli varčevati šele 5 let pred penzijo, je čisto drugače, če ugotoviš 20 let pred penzijo ali pa 40 let pred penzijo, ne? In se v principu ta mesečni obrok ekstremno zniža, če začneš varčevati kot mlajši. Zgodaj. Ja, bom rekel, in to je tudi nekako lahko rečemo logično, ker vse, kar si mlad, imaš res druge prioritete, ne? Se pravi, družina, nepremičnina, avtomobili, potovanja in tako naprej. Vse moramo to vzeti v nek v bistvu obzir, ampak že če tam daješ, ne vem, 50-100 evrov pri trenutni plači, verjamem, da se da, ker veliko Slovencev to tudi dela, ne? In če to sistematično za pravo strategijo varčuješ, mislim, da smo delali za račun 100 evrov na 30 let pri 8% donosa, to je v bistvu to, kar lahko dosežeš na kapitalskih trgih pri zlatu, srebru, vključno z vsemi nihaji navzdol, da ne bo pomote, bi lahko privarčal 140 tisoč evrov. To pa je lep v bistvu znesek. Če pa varčuješ recimo 10 let, bi pa privarčeval, če se namotam, 23 tisoč evrov, ne? Pri enakih donosih. Tako da doba varčevanja je pomembna. Tako da, in tukaj ravno na naši strani podjetja, ki se ukvarjajo z ne vem, prodaj zlata, srebra, imajo drugi steber, skladi, banke in ostale institucije, zavarovalnice, da informirajo, bom rekel, ljudi, državljane o vseh opcijah, ne? Ker tudi moramo iskreno povedati, ne, da najboljšega produkta enega za varčevanje za penzijo v bistvu ni, ne? Ampak dejstvo je, da najslabše je to, da se sploh nekdo ne loti varčevanja. Ne? In tukaj je naše poslanstvo podjetju Elementum. Mi si želimo, da Slovenija postane finančno najbolj pismena država na svetu do leta 2030 in bom rekel, ena izmed tem varčevanja za pokojnino se mi zdi izmed najbolj pomembnejših za, bom rekel, stabilnost naroda kot celote. Ja, absolutno ne samo v denarju, ker Tako, ja. denar, vemo, inflacija nam potem letno pobere tok in tok in je treba izbrati kakšno alternativo. Tako, ja. O teh alternativah imam kar nekaj vprašanj. Morda še prej, dobro ste omenili, ne, ali varčuješ 10 let ali 30 let. Dejstvo je, ne, da je povprečna življenjska doba tam okrog 84 let, če se pri 60 upokojimo, ženske imate še 24 let, torej pokojnine. Zdaj pa si lahko predstavljamo, ne, kako lahko nekdo živi prej s 1500 evri, na primer, plače, kasneje pa z dobrim tisočakom, ne, to je ta razlika. Zato ste tudi vi dobro rekli, mlad je treba začeti. Kdo je tisti, ki bi moral mlade, pa zdaj ne govorimo o 20-letnikih, ampak vendarle 30-letnikih pa že začeti malce potrkati, spet se vračam na ta human resources del, da rečete, hej, pomislite, čez 30 let bo toliko, vi boste pa toliko časa še živeli, skoraj da še enkrat toliko. Ja. Jaz mislim, da je to skupnimi močmi absolutno prvo odgovornost morda na državi, medijih, delodajalcih, šole. Nasplošno se mi zdi pri mladih težava tudi v tem, da so prefleksibilni, ne? Oni se ne bodo odločali zdaj za mogoče eno zaposlitev, oni bodo imeli več polovičnih ali pa par urnih, pa mogoče bodo šli še onkraj naših meja, kar pomeni, da ne bodo dajali v eno blagajno. Tako da zdaj nek sistem je treba pogruntati, ne? Seveda najprej gre osveščanje, drugo pa potem tudi kako zdaj poloviti tudi to, da bomo ena na ena, a ne? Na koncu glede na to, da je danes v digitalni dobi, a ne, skleneš lahko nek posel, neko razmerje, imaš plačilo v, ne vem, zaradi mene v kriptovalutah in tako naprej. Prispevki, a ne, ki se plačujejo v državno blagajno, so pa izredno regulirani in zelo togi, a ne. Eno vprašanje tukaj za oba zdaj. Živimo v tej moderni dobi, ko lahko v resnici veš vsak trenutek na telefonu, kjerkoli pogledaš, koliko imaš kriptovalut, kakšna je tvoja vrednost, na primer zlata, kakšne davke imaš, vse to se da pogledati. Mislim pa me popravita, da ne obstaja nobena takšna aplikacija oziroma spletna stran, kjer lahko jaz danes pogledam, kakšno pokojnino bom imel, koliko sem do sedaj vplačal in kaj me čaka, če se s takšno plačo, kot jo imam, upokojim, ne vem, čez 20 let.
No, to v bistvu je dobro vprašanje. Tudi jaz sem podobno mislil do pred parih mesecev nazaj, dokler nisem šel, bom rekel, res bolj podrobno gledati statistične podatke na spletni strani od SPIZ-a. In SPIZ ima res, lahko rečem, vrhunsko narejeno, če se logiraš z svojim certifikatom osebnim in imaš podatke, koliko je vplačeval tvoj delodajalec, kakšna je predvidena višina pokojnine pri trenutni zakonodaji, ko dosežeš vse pogoje. Tako da lahko rečem, da je tudi mene osebno presenetilo, kako fajn mu je to narejen, in da za naslednjim letom predvidevajo celo mobilno aplikacijo, kjer bojo te dostopi še toliko boljši. Kar je pa res, to smo pa naredili raziskavo na enem izmed naših webinarjev, koliko ljudi sploh to pozna. Ne? In smo ugotovili, da v povprečju manjka polovica, in tudi, ko sem imel priložnost se pogovarjati z direktorjem SPIZ-a, je bil še celo pozitivno presenečen, ali je to velik. Tako da naša ideja je potem pobuda, da bi v bistvu to informiranost želeli povečati. Ne nazadnje, tako kot ste rekli, država je odgovorna, pol, bom rekel, šole so odgovorne, ampak tudi mi delodajalci, ne. Se pravi, s takimi v bistvu informacijami lahko izboljšamo to informiranje, da ljudje poznajo, kakšne so pokojnine. Recimo Nemčija, ona, bom rekel, po pošti enkrat na leto pošlje vsem bodočim upokojencem pismo, dopis dvostranski, kjer jih seznani, kakšna bo njihova pokojnina. Ne? In ko smo se pogovarjali o tej tematiki, je bilo v bistvu rečeno, je to dobra ideja, ne? Da dobiš mogoče res ne na eno leto, mogoče ne, ker v Sloveniji dobiš, mislim, da 5 let, preden greš v pokojnino, da vse malo prej. Tako da pobuda podjetja Elementum je za celo Slovenijo, da si želimo, da v bistvu se informira to bolj pogosto, tudi pisno, in želimo v bistvu na našem dogodku v PIK konferenci, ki bo 21. oktobra, s to pobudo seznaniti javnost, pridobiti čim več podpisnikov, se pravi od vseh nivojev družbe, od direktorjev podjetij, od zaposlenih, od ostalih institucij, sindikatov in nenazadnje socialnih partnerjev, da dobimo povratno informacijo, kaj si sploh želimo in kako pa je to v dobro vseh nas v Sloveniji zboljšati. Kolikokrat so se na vas obrnili vaši zaposleni pa vprašali, pa kakšno imam jaz pokojnino, koliko mi vi vplačujete? A je to sploh tako resno vprašanje? Ne, to v resnici ni vprašanje, to je nekaj, kar je del plače, ki ga ne vidimo, ne? In seveda je čisto druga motivacija, če bi mi lahko na klik pogledali, vplačevali smo toliko je po sedanjih predpisih predvideno, da bomo dobili ven, ne? In potem si tudi bolj motiviran. Tudi za višje plače, ne? Kjer se prispevki plačujejo seveda v višji meri, ne? Je nestimulativno, da potem se postavlja neka kapica na pokojnino kot tako. Ne? Tako da jaz mislim, da mogoče tudi s to neko spremembo, da bi prišli do več pobranega denarja v korist in v vzdržnost samega sistema. Tako da ne, teh vprašanj ni bilo, tako je zakonsko določeno, koliko je teh prispevkov. Menim pa ja, da ta del neke informiranosti, ne, tudi jaz nisem vedela za to aplikacijo in za podatke. In prva stvar, ker tudi če vplačuješ v drugi steber, recimo, imaš na klik možnost, tudi odvisno v kakšno investicijo oziroma v kakšno varčevanje greš, ali je to bolj drzno, ali je to z nekim zajamčenim donosom ali kakorkoli, ampak imaš možnost, imaš občutek, da nekje nekaj imaš. Vse tako kot TRR, a ne, vidiš, kakšno je tvoje stanje in je to nek pričakovani dolg do banke, da ti to izplača. Ne. In takrat sigurno si motiviran, pa bom dal še nekaj dodatno. Ne. Tako da ne, teh vprašanj ni, kar pomeni, da ni neke super osveščenosti. Ne. Zato sem to vprašal, ker se mi zdi tudi meni, ne, če bi imel to aplikacijo in bi zagotovo večkrat na mesec pogledal, ne, ker to je potem, kar pogledaš in te strezne. Se mi zdi, da tako kot te pošta v Nemčiji verjetno strezne, ne, kakšna bo tvoja pokojnina, te tudi pogled kadarkoli ne, strezne in si rečeš v redu, morda pa moram razmisliti, da dam 50-100 evrov na mesec na stran. Ne. Tako.
Mogoče tudi to bi še dodal. Velikrat se v tem prvem stebru zanašamo na državo. Saj država bo poskrbela, pa tudi če bo poskrbela samo za to osnovno finančno varnost. Jaz se strinjam, pokojnine so garantirane, pa vam lahko povem, na Kubi je višina pokojnine 8 evrov. Se pravi, imaš, ampak koliko si za njo lahko kupaš, je pa drugo vprašanje. Na drugi strani, drugi ekstrem je Švica, kjer je povprečna pokojnina 1800 evrov, to je približno 2-krat več kot v Sloveniji. Res je, da so tudi čisto druge cene tam. Tako da v bistvu Slovenija nekako ima relativno, glede na standard, nimamo slabih pokojnin v tem trenutku. Ampak moramo se pa zavedati, da tudi del pokojnin in del sociale prihaja iz proračuna. In ta proračun ima leto za letom skoraj velik primanjkljaj. In kaj pa pol, če se pa enkrat tukaj nekaj zalomi, ker vsi mislimo, da država ne more propadati. Tudi jaz sem bil tazga mnenja, dokler nisem šel gledati malo zgodovino in me je precej streznal. Recimo Francija in Nemčija, ali pa recimo Nemčija, ki imamo za zelo stabilno državo, je v zadnjih 200 letih bankrotirala 6-krat, Španija 13-krat, Grčija, če se ne motim, 9-krat. Se pravi, za Jugoslavijo smo tudi videli bankrot skozi inflacijo oziroma razvrednotenje denarja. Tako da je pomembno, da se 100% ne zanašamo samo na državo, ampak da v bistvu se zanašamo tudi nase. In tako, kot ste rekli, dobro je v bistvu, da imaš pregled na tem, kaj se dogaja, da je pomembno, koliko lahko pričakuješ preko prvega stebra, pa da imaš možnost drugega stebra tudi aktivno varčevati in pa da tudi sam varčuješ v rečemo svojem stebru, kaj ti ne nazadnje 100%, da nič ni 100% in je dobro, da se tega zavedamo. Če tudi morda najprej začnem vendarle na tej državni strani, ker vsi še vedno verjamemo, da če kdo ta porok, je pa država, a če bi, uvedli nek nacionalni demografski sklad ali pa neke druge investicijske mehanizme za te pokojnine, ali bi bil to nek način, oziroma kaj bi bil po vajinem mnenju nek način, da vzpodbudimo v resnici vsaj razmišljanje in na to seveda tudi investiranje v to? V prvi vrsti transparentnost, ki jo zdaj morda res ni ali pa nismo osveščeni, da morda že obstaja, da bi vedel, v kaj plačuješ, kako plačuješ. In spodbujanje ljudi, da ostanejo tudi po tej 40-letni dobi v tem sistemu, ker potem več nas je, več dajemo v eno vrečo in potem si lahko to lažje razdelimo. Pa smo spet pri razumevanju, tudi v resnici delovanja finančnega sistema. Absolutno, bi se pa mogoče na vas navezal tudi, ko enkrat greš v penzijo, se pravi, to je za nekoga res taka velika prelomnica in vsi, ki delajo cel življenje, si želijo, sam še 20 let, pa sam še 10, pa sam še 5, pa 1 let, pa prišel v penzijo, pa ugotoviš, da imaš bistveno manj denarja, pa kaj bom pa zdaj počel, Ker v bistvu ti, ko si v delovni dobi 8 do 10 ur skozi neki delaš, oziroma ko priješ domov, pa moram še to, pa to, pol se ti pa enkrat ta urnik podre. In če ti nisi aktiven, boš ti zelo hitro propadel in umsko in fizično, Se pravi, je dobro za družbo, če si želimo imeti zdravo družbo, zdrave starejše ljudi, starše, da nam bojo čim dalj živeli, pa ne nazadnje pomagali otroke čuvati, je dobro, da so aktivni, Se pravi, en bo najdel to aktivnost v dodatnem delovanju pomoči, tako, kot ste lepo rekli. Ti ljudje imajo ekstremno veliko znanja, lahko so mentorji in z veseljem bi bili mentorji, predajati znanje naprej. In tukaj je veliko priložnosti in vem tudi, da spis in v tej reformi je veliko takih nastavkov zelo dobrih in dajmo res komunicirati te priložnosti zdrave družbe, odgovornosti in verjamem, da lahko Slovenija res dobro iz tega izide in če se želimo dolg časa, da bo narod zdrav in manj stroškov potem za zdravje, obstaja
veliko konsenzov na tem področju. No. Ja, morda še ena stvar, no? Zaposlovanje žensk in mladih. A ne? Se pravi, mi stremimo k temu, da bo čim več ljudi vplačevalo zdaj v ta naš, da rečem, sklad, a ne? Kar pomeni, da če bi imeli mi sistem vrtcev, sistem šol in tako naprej bolje vzpostavljeni, se pravi, ne, da čakaš na mesto za vrtec in tako naprej, da morda lahko otroka pustiš in nisi edini, ki ga v 5 prideš iskat in te ali pa 5 do 4 že kličejo, ne? Potem verjetno spet pridemo do tega, da bo več vplačil, a ne, v to našo vrečo. Tukaj moram zdaj vprašati, seveda, naprimer v Italiji, če se ne motim, verjetno me boste popravili ali pa me bo kdo drug, ko bo tole gledal, kar 5% za pokojnine danes že prispevajo delavci migranti. Zato, ker imajo tak manko delovne sile, so izračunali, da tisto, kar dajo v pokojninski sistem, je to 5% že delavci, ki pridejo iz tujine. Kakšni so tukaj pri nas trendi? Roko na srce, mi imamo, mislim, da več kot 140,000 delavcev iz tujine v tem trenutku, pa najnižjo brezposelnost v zgodovini. Mislim, da je pod 40,000 ljudi, ki so na zavodu za zaposlovanje, to so izjemno težko zaposljivi ali pa nezaposljivi. Kar kaže na to, da se moramo sprijazniti, da našo pokojninsko blagajno bodo in jo polnijo tudi tujci, ne? Absolutno. Če pogledamo, tako kot ste rekli, delovno aktivnih je, mislim, da majčkeno manjka milijon. In tudi to je rekord. Tudi v Sloveniji. Tako, se pravi, nekje 15% že pokrivajo tujci in mislim, da se bo ta delež povečeval, ker, bom rekel, tudi rodnost upada, število upokojencev se povečuje, tako da tukaj kaj drugače ne bo. Ne. Edina rešitev, kakor smo rekli, ali ekstremno povečamo produktivnost, ali uvedemo robote, z druge rešitve pač ne vidim. Ne. Ni pa nič narobe, če se znamo uspešno med sabo integrirati in tudi recimo izkušnje iz Švice zopet, ker mi je tudi veliko 100,000 novih tujih delovnih mest, mislim tujcev, ki pride na leto, to je ogromno, ne, kako to absorbirati, ampak so zelo pragmatični in razlika je edino v tem, da se tukaj tujci prilagodijo Švicarjem, ne, v Sloveniji pa glih mogoče nimamo tega občutka. Tako da, če bi znali tukaj narediti kaj na tem... pričakovanja morda tudi. Tako, spremeniti, pa vprašanje, če bomo lahko kaj naredili, razen, če bomo zelo veliko v bistvu delali na nataliteti, ne? In zdaj, če se vprašamo, kdaj boš rajš imel otroke, ne? Seveda, ko boš imel preskrbljeno predvsem nepremičnino stanovanja za normalen denar, to je po mojem mnenju ključnega pomena. Po drugi strani pa spet, če gledamo, kje je največ otroka, tam, kje je standard visok ali tam, kje je nizek, ne? To je pa tudi paradoks, se pravi, ne vem, v Švici ekstremno visok standard, pa imajo malo otrok, ne? V Afriki ali pa ne, če rečemo v Sloveniji 2 generacije nazaj je bilo še po 50 otrok, pa jih zdaj ni več. Tako da težko biti tukaj pameten, ne? Vi kot delodajalska strana, ne, kjer se ves čas ukvarjate s prispevki tudi države, ena izmed idej je bila, kje napolniti to državno blagajno za proračun, seveda, da bi tudi te prispevne stopnje spremenili. Kar pomeni, da bi se seveda igrali še z drugo stranjo reforme, če smo dali samo pokojninsko, te davčne reforme in tako naprej, seveda smo daleč stran, ampak kako pa na to gledate? Rekla bi, da je že sedaj slovenska plača oziroma da so prispevki, sam strošek delodajalca bruto zelo visok, kar pomeni, da nismo zanimivi za sploh kader z višjo dodano vrednostjo oziroma za višje plače. Tako da jaz mislim, da bi bilo bolj privlačno iz vseh vidikov, da bi se ta zadeva znižala, da se prerazporedi morda tudi na splošno obdavčitev, ne vse iz naslova dela. Seveda je proračunski primanjkljaj vedno višji, kot ste omenili, ampak kljub vsemu je trenutno opažam, da je delo drago na ta način. In potem to v kaj vodi? V sivo ekonomijo in v to, da so druge oblike dela, ki ne prinašajo plačilo prispevkov v taki višini, bolj privlačne in s tem zgubljamo. A je družba naša tako zrela, pa seveda tudi politika, da če bi bila ta obdavčitev plač
nižja. Zadnji podatek, naprimer, ki nas je zelo razburil, je bil primerjava med Slovenijo in Hrvaško, da je njihova povprečna plača le še dobrih 100 evrov nižja od slovenske, pa vemo, kje so bili. Neto plača. Neto plača, ja. Bruto, naprimer, je pa naš kar 600 evrov višji od Hrvaške. To je bil nek tak zelo hiter pogled, kje smo pri tej obdavčitvi, ampak moje vprašanje zdaj, smo kot družba dovolj zreli, da bi rekli, v redu, bomo spustili to obdavčitev, ljudje dobijo več denarja in ga potem tudi sami investirajo v svojo prihodnost. Ali je to utopija, pa zato država s temi malce iz drugih časov nastavki reče, bomo raje mi poskrbeli za vašo pokojnino? Jaz bi mogoče tako komentiral, mislim, da nobeno ni problem plačati davek. Velik davka, tudi če veš, da za to nekaj dobiš nazaj. Ker recimo skandinavske države imajo tudi relativno visoko obdavčitev, ampak imajo zelo veliko tudi pravic. Tudi moramo priznati, Slovenija ni slaba socialna država, absolutno, ampak občutek imam, da vsaj, ko se pogovarjam, večina ljudi pravi, ampak ta denar iz davkov gre skoraj v prazno. In če bi uspel javni aparat narediti učinkovit, bolj transparenten, pravičnejši, bolj transparenten mogoče, hitrejši, bolj državljanom prijazen, se ne nazadnje pač zato je. Jaz mislim, da ni problem v davkih, v višini davka in pol takrat mi ratamo zreli za to. Dokler pa to ne bo, pa nismo zreli. Zdaj, a je to problem, da kot nezrel narod izbere nezrele politike, a je to vzročno posledično, da pol mora ta narod postati zrel, da bojo zreli politiki, to pa ne znam odgovoriti. Še eno vprašanje, seveda ga moram postaviti v tem pogovoru o pokojninah, o pokojninski reformi. A je trenutno usklajevanje pokojnin dobro, primerno, ali bi tudi na tem področju vendarle morali najti neko drugo rešitev? Prej ste že malce omenili, dejstvo te realne inflacije je seveda popolnoma drugačno od inflacije, ki jo potem zračunajo. Vsak upokojenec nam zna povedati, ko grem na tržnico in ko naročim ogrevanje, in zavarujem avto, ker vendarle ti ljudje vsi imajo avto, in to so neke stroške, ki jih pač imaš, je vsako leto 7-8% več, usklajevanje pa ni takšno. Ja, se mogoče lahko pogledamo pred 30 leti, je mogoče, ali pa 40 je lahko samo mož delal, pa je bila žena doma in otroci, si lahko živel normalen standard, si preskrbel družino. Danes v bistvu delata mož in žena, problem zaradi otrok, kdaj jih pride tiskat, pa nekako preživiš družino, brez presežkov. Zdaj, če gre tak tempo, še malo, pa v bistvu bosta oba delala, pa ne bosta mogla preživeti družine, kaj šele, da pol pridemo do pokojnin in do upokojencev. Tako da tukaj je dejstvo, da ne pada samo upokojencem kupna moč, ampak pada v bistvu tudi zaposlenim. In rešitev je pač spet v boljši produktivnosti, ampak to je zgodba, ki ima težava danes cela Evropa, ki je nekonkurenčna. Je pa res, da tudi mi Evropejci želimo vedno manj delati, pa imeti vedno več denarja. In to pa tudi ne gre skozi, če nekdo v drugem delu sveta bistveno več dela, nismo konkurenčni. In tukaj se bomo mogli tudi odločiti, kaj bi dejansko si želeli. Ja, tukaj moram seveda vprašati. Ste v panogi, ki je verjetno ena najtežjih, pa ena prvih, ki je spremenila svet. Če lahko tako rečemo. Ko se je pojavil tisk, se je vse spremenilo. Danes, ko se je pojavila umetna inteligenca, vsi govorimo, zdaj se bo vse spremenilo, ampak knjige pa še vedno imamo. Ja, seveda. Če pogledamo knjigo kot medija, od 1550 dalje se je ohranila, vsi ostali mediji, ne vem, je tu disketa, je tu USB ključek, CD, pridejo in grejo. In jaz menim, tudi sicer je standard, recimo skandinavskih držav, ki so šle že v šolah na popolno digitalizacijo, da gredo nazaj. Tako, ker otroci pravzaprav niso bili več pismeni in so ugotovili, da je papir oziroma da je pač ta medij bolj primeren. Ja, ko govorite o tisku, se vam pa kar oči svetijo, tukaj se vidi, kje ste res doma. Ampak zdaj pod vprašanje na to konkurenčnost bi se navezal. A je danes to, kar vi počnete, nekaj, kar lahko počnejo tudi na Kitajskem, v Bangladešu,
in pripeljejo sem za veliko nižjo ceno. O konkurenčnosti zdaj govorim. Kaj se je na primer zgodilo? Da, kaj se nam je zgodilo? Ugotovili smo, da je potrebno produkt prilagoditi v bolj donosnega, torej ga narediti bolj atraktivnega. Primer je personalizacija. Ne? Gre za knjige, ki je vsaka drugačna, ki je namenjena točno določeni osebi, in tukaj menim, da je ta naša dodana vrednost, ki jo lahko pri produktivnosti dobro naučimo. Ne? Ker oni so navajeni, se pravi, na Kitajskem, da, bom rekla, štancajo in pride to na veliko, ne? Mi pa tukaj lahko dodajemo tudi nekaj znanja. V naši ekipi je ogromno znanja in jaz menim, da bomo tukaj uspešni in da bomo kljub temu, da je konkurenca res velika, dovolj donosni, da bomo samo še dozaposlovali in s tem polnili blagajno. Še eno vprašanje, ravno v to smer zdaj grem. Če govorimo o tej stari celini, da se stara, da postaje nekonkurenčna, da nas prehitevajo, ne vem, Kitajci z inovacijami, Američani tudi z načinom dela, subvencijami, tako na eni kot na drugi strani sveta. Mi si pa želimo varne in dobre starosti z dobrimi pokojninami, ki je seveda odvisno od tega, koliko vplačujemo in kakšna država takrat bo. Torej se z inovacijami in s tem, kar vi razlagate, da vseeno preživeti. Ni to, da zdaj vržemo puško v koruzo, da rečemo ne, ni rešitve. Definitivno. Tako se mi zdi, da tudi rešimo težavo, da rečemo, ko smo se prej pogovarjali, po 40 letih je človek utrujen, ne, če je fizično delal. Zdaj, če bi mi imeli nek, bom rekla, sklad, kjer bi v bistvu osveščali in dali znanje vsem tem ljudem novih tehnologij, da bi bili oni bolj kompetentni in bi mogoče lahko tudi potem, ko se iztrošijo, ne, fizično, delali kaj v tej smeri s pomočjo naprednih znanosti in tehnologij. Jaz mislim, da bi bili uspešni ne samo v delu naprednejših organizacij, ne, ali pa bom rekla bolj digitalnih, ampak tudi ostale lahko naučimo teh znanj. Mislim, da ni zametati puške v koruzo, definitivno ne. Pa se spet vrnem na to, kar ste na začetku rekli. V Švici, na primer, poskrbijo, da te ljudje, ki so pošteno oddelali svoj čas, še vedno so aktivni, delajo dodano vrednost družbi, ne, v resnici. Tako, pa še to bi dodal, v bistvu, ker se pogovarjamo o zdravju pa iztrošenosti, ne. Če ti najdeš pri vsakemu posamezniku, oziroma vsak posameznik najde nekaj, kar ga res veseli. Jaz poznam ogromno ljudi pri 80-ih, 70-ih, ki so veliko, imajo več energije, kakor pa en pri 40-ih, ne. Se pravi, to iskati, te priložnosti, ta povezovanja, kaj dela ljudi srečnejše. Produktivnost pride takole, samo od sebe, pa si bolj konkurenčen na trgu in tako naprej. In na ta način iskati, ker vsak želi nekaj dodati za nekoga drugega. Ne? Kaj te dela najbolj srečnega? Ne vem, vsaj zase, če lahko drugemu nekaj narediš srečnega, ne sam sebi. In te kombinacije, jaz verjamem, da jih je veliko. In se pravi, fajn je tudi, če bi in gospodarstveniki in politiki veliko več hodili po svetu, samo opazovali, ne se delati, bom rekel, pametne, ne? Kaj druge počenjajo, dobre prakse pripeljali še dodatno v Slovenijo in zatem, bom rekel, žarom, strastjo narediti nekaj za Slovenijo, za državljane, prebivalce Slovenije več, bi zelo hitro naredili velike premike. Ker se s tem ukvarjate, moram zdaj vstaviti vprašanje. Ne? Mi si radi damo za zgled Švico, fino je, da smo danes večkrat omenili pri nekih čisto drugih stvareh in to je, kako ljudi vključujejo, to mi je bilo všeč, da smo slišali. Skandinavce si zelo radi tudi damo za nek zgled, ko gre za pokojnine. Katera je res tista država, da ne iščemo zdaj mi neke tople vode, glede na to, da se en kup držav ukvarja z točno enakimi problemi, kot jih imamo mi. To pa je demografija, ki je pač takšna, kot je, in nizke pokojnine. No? Dajmo narediti reč tako, da bo Slovenija ti zgled ostalim, ne? Drugače pa gotovo, visoka socialna varnost v pokoju ima Švica in pa skandinavske države, tudi Nemčija, Francija ima relativno tudi zelo visoke pokojnine, ampak spet to je trenutno stanje, ne? Kaj bo čez 20 let, se moramo vprašati, ne? Ker posledica današnjega stanja oziroma vzrok je bilo tisto pred 20 leti. In danes za čez 20 let
pa malo bolj tako ne, zgleda. Tako da, ja, jaz mislim, da najdemo neko svojo pot, imamo veliko priložnosti, veliko potencijala, poznavajmo se z finančnimi produkti, z riziki, z priložnostmi, ne si zatiskati oči, in če bomo tako delali, proaktivno, bomo prišli do pravih rezultatov. Podobno vprašanje za vas, samo ker ste v drugi panogi, ne, kot kolega. Ko vi gledate, kdo so tiste države ali pa tisti trendi, ki so uspešni tako pri tisku, kot tudi pri vodenju podjetja ali pa konkurenčnosti, kam si ozirate? Ja, zagotovo na zahod. Če tudi zdaj jaz prav, da bi bila seznanjena s kakšnimi praksami, ki bi bile lahko na našem področju zelo uspešne, žal nisem, ampak morda razmišljam predvsem v smer, da kot delodajalec imamo določena izplačila, ki so jasno obvezna, da se izplačajo v denarju. Morda pa lahko del, bom rekla, recimo poslovne uspešnosti, sva se tudi prej pogovarjala, izplačamo, ne vem, v zlatu, v srebru, v nekih alternativnih možnostih. Tako kot smo rekli, samo šparati denar ni smotrno, zaradi inflacije, samo računati na državo, država bo ohranila to, da ne bomo res lačni in žejni, in vse ostalo, dajmo se seznaniti tudi z alternativo. Jaz mislim, da ta vaša pobuda jo zelo pozdravljam in tudi nasplošno osveščenost, kar se tiče drugih načinov varčevanja, ne samo, kot sem rekla, v denarju, tako da dajmo mogoče na ta način kakšno tako prakso vzpostaviti, predvsem pa dati vedeti, poskrbimo za starost, sami smo odgovorni in ne prelagajmo te odgovornosti zgolj in samo na druge. Mogoče jaz bi si tudi želel še to, da predvsem ta drugi steber rata malo bolj fleksibilen, ker zdaj je tukaj zelo direkten poudarek je na investicijah v državne obveznice, zelo majhen delež tudi recimo delnice in drugi instrumenti plemenitih kovin, za ta srebra tukaj sploh ne moreš vključiti na noben način. In to se mi zdi, bom rekel, škoda, ker ne nazadnje, prej ste rekli, knjiga je bila tista, ki je premikala meje zgodovine, ne nazadnje, zlato, srebro sta najstarejši denar, najstarejša taka naložba, več tisočletij že obstajata in zakaj ne bi vključili, ker ne nazadnje, kar nekaj pokojninskih skladov v Evropi ima fizično zlato in fizično srebro v svojem portfelju, trend naraščajoč, centralne banke povečujejo svoje zlate rezerve, zdaj tudi celo srebrne rezerve, trend naraščajoč. Zakaj je? Zaradi varnosti in stabilnosti. Se pravi, če je dober za centralne banke, je dober verjetno tudi za nas posameznike. In tukaj se mi zdi, da bi lahko naredili korak naprej, da je drugi steber bolj fleksibilen, pod enakimi, rečemo, davčno ugodnejšimi pogoji, seveda za določenimi kriteriji, in pa da, bom rekel, za tretji steber si ljudje, vsak posameznik lahko ustvari, morda tudi z nekimi ugodnostmi, da je stimuliran povečevati na daljše obdobje za določene zneske to svojo rezervo, ki ne nazadnje, če je ne bo potreboval, mogoče še tako lahko rečemo, mogoče bo pa res država iz prvega stebra tako dobro delala, pa bomo toliko veliko davkov imeli, pa tak standard, da bomo super živeli že iz prvega ali pa iz drugega stebra. Super, ampak kljub temu, da pol ustvarimo še iz tretjega, to lahko naprej damo našim otrokom. In to je ideja. Ne, da se mi pogovarjamo o minimalnem standardu. Zgolj o preživetju. Dajmo se raje pogovarjati o tem, da naredimo iz osnove res dobro osnovo in iz ostalih stvari, bom rekel, nadgradnjo. To je po moje glavna poanta. Ja, hvala lepa obema, da sta otvorila te pogovore o pokojninah. Res je dobra ideja. Pobuda za informiranje državljanov o pričakovani višini pokojnine. In to se mi zdi ključno, zato sem prej postavil vprašanje. Tudi sam bi rad danes vedel, kaj me čaka, ker če bom danes vedel, potem bom morda naslednji mesec začel varčevati. Torej, vabljeni oba dva in tudi ostali gledalci in poslušalci podcasta, pridite na naš dogodek 21. oktobra
na Brdu pri Kranju, kjer bomo imeli tematiko PIK je poslovna investicijska konferenca s poudarkom, kako v bistvu s pravimi strategijami pride do premoženja ali pa do rezerve, do varnosti, do stabilnosti, in tam bomo predstavili to pobudo in povabili vse udeležence, da jo podpišajo. To pobudo bomo potem imeli v fazi informiranja in podpisovanja nekje do konca leta, kjer bi jo potem po koncu leta želeli tudi javnosti predstaviti in, bom rekel, se povezati z ZPIZ-om in pokazati rezultate in interes vezan na to pobudo. Odlično. Super. Hvala Se lepa. veselimo. Hvala lepa za Hvala. vabilo. Vam pa Hvala. hvala lepa, ker ste bili z nami. Kot rečeno, o pokojninah, o pokojninski reformi, o pričakovani življenjski dobi in potem skrbi, kako bomo do tja prišli in s kakšno pokojnino bomo na SBC-ju veliko govorili, ker je to naša odgovornost in ker bomo vsi nekoč, upam, stari in bomo takrat morda imeli več znanja, predvsem iz današnjega časa, in bomo takrat lažje živeli. Hvala, do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.